V tem videu vodiču o tem, kako spodbuditi sodelovanje v skupinskih vodenih online programih, pa naj bojo to spletni izzivi, tudi tisti za promocijo e-delavnice v živo, mogoče neki vodeni skupinski coaching ali mentorski programi in podobno. Poglejmo najprej enih par tipičnih primerov online programov, kjer je sodelovanje, torej ta interakcija med udeleženci in z udeleženci pomembna oziroma recimo temu zaželjena. Zdaj, prva zadeva so recimo vodeni izzivi, skratka povsod gre, kjer so neke vodene zadeve, kjer smo mi kot moderatorji, kot izobraževalni moderatorji zraven in torej ena prvih zadev je recimo vodeni izzivi, lahko tudi tisti v promocijske namene. Kaj so vodeni izzivi? To pomeni, da smo v bistvu imamo nek izziv, to se pravi neko konkretno aktivnost, ki jo želimo narediti, recimo pri meni je to lahko primer vodenega izziva, da želimo narediti prav konkreten online program ali pa neka manjša zadeva, da recimo zastavimo promocijski program ali pa da se naučimo posneti en program ali pa da recimo, ne vem, naredimo strategijo promocijskih objav na socialnih omrežjih za naše online programe in podobno. Skratka, neka konkretna aktivnost, ki je zdaj lahko zelo majhna recimo za promocijske, torej predstavitvene namene, lahko je pa pač tudi neka večja zadeva, ki se odvija recimo, ne vem, skozi več tednov. To so te vodeni izzivi. Druga opcija so vodeni e-coaching programi, to se pravi online coaching programi oziroma lahko so tudi mentorstva, če nismo glih ravno coachi in ne uporabljamo pač te modalitete coachinga. To se pravi, to so majčkeno bolj celostni programi, kjer imamo lahko, bi se rekli, več malih izzivov, skratka, kjer peljemo naše udeležence do nekega konkretnega znanja, ki je pa majčkeno večjega obsega. No? Ni zdaj pač samo neka mala aktivnost ali pa nek mali izziv, ampak neka bolj celostna zadeva, tako kot bi bila recimo v mojem primeru, da nekoga peljem od tega, od ideje do izdelanega online programa, izdelane mogoče celo strategije, promocije in podobno. Tretja zadeva, kjer nam pridejo prav to vrstne zadeve, to sodelovanje, so pa upravljanje izobraževalnih skupnosti. Torej, to je ta po domače rečeno community oziroma najbolj podobna zadeva temu je recimo neke Facebook skupine v nekih online programih. Zdaj te Facebook skupine, te communities oziroma te online skupine imajo pač lahko nek konkreten cilj, lahko so samo pač kot neka dodatna zadeva, kjer spodbujamo neko sodelovanje in tako naprej. Skratka, to so recimo eni trije tipi takih vodenih programov. Seveda pridejo v poštev te zadeve, razne zadeve sodelovanja tudi v Zoom delavnicah in podobno. Bi pa tukaj opozorila na prvo vprašanje oziroma na najbolj pomembno vprašanje, ki si ga moramo vedno zastaviti. Ali je sploh potrebna aktivnost s strani skupnosti? Včasih namreč spletni edukatorji pademo v to, da rečemo, tole pa mora imeti zdaj tudi neko aktivnost, aktivnost v smislu neko sodelovanje, udeleženci morajo biti aktivni, udeleženci morajo nekaj delati, udeleženci morajo sodelovati v debatah, udeleženci morajo pač delati neke zadeve in soustvarjati ta program. Včasih to ni potrebno, to se pravi, mi se moramo tukaj res prva stvar, ki je, se moramo vprašati, kaj je namen tega našega sodelovanja, zakaj pravzaprav želimo sodelovanje strani udeležencev, kaj imajo oni od tega, pa tudi kaj imamo v končni fazi mi oziroma naš program od tega. Tale videovodič ne bo čisto klasičen tak videovodič, kot jih sicer delamo v spletnem hubu za edupodjetnike, kjer bi se odvijala neka dejavnost, to se pravi, ni mišljeno, da nekaj vadiš, pa da nekaj konkretno delaš tekom gledanja tega e-vodiča, temveč je bolj neke vrste usmeritveni videovodič, to se pravi bolj v tem smislu, da se nanj obrneš, ko se pripravljaš na voden online program oziroma ko iščeš ideje za spodbujanje sodelovanja, za spodbujanje te interaktivnosti med udeleženci in za udeleženci, ko pripravljaš svoj lasten online program. Poudarila bi še to, da v bistvu zadeva, kot bom predstavila v nadaljevanju, to se pravi ideje za aktivnosti, ki jih bom predstavila, niso vezane, ne gre za tehnične napotke, niso vezane na nek specifičen learning management sistem, to se pravi, niso vezane na neke dotične spletne učilnice oziroma neko specifično platformo. Je pa možno, da morda pri kateri od platform teh za spletne učilnice, da bo potrebno dodati kakšno dodatno orodje oziroma nekaj pač česar spletna učilnica oziroma platforma
LMS platforma nima noter, bom pa to itak sproti opozorila, ko bomo šli čez te aktivnosti. Zdaj zadevo sem razdelila takole, v bistvu na 3 zadeve, oziroma še ena četrta, no, tistele plusek zraven. Najprej se bomo posvetili onboarding fazi, to se pravi aktivnosti, ki so primerne v fazi, ko vkrcavamo naše udeležence v program. Zdaj več o tem, o samem onboardingu, pa o vkrcavanju v program imamo tudi najdeš v spletnem hubu za edupodjetnike, najdeš v programu Spletni edukator, tako da tam večkrat bolj konkretno, zakaj gre pri onboardingu, zakaj je pomemben, kaj v tistem fazi vključimo. Mi se pa tukaj posvetimo predvsem pač idejam, na kakšen način in katere aktivnosti lahko vključimo. Druga faza oziroma drug tip oziroma drug sklop aktivnosti, ki jih bom predstavila, so aktivnosti, ki so vezane, ki pridejo upoštev v fazi, ko izvajamo učne aktivnosti. To se pravi, ko izvajamo dejanski program, bi se rekla, to se pravi, ko imamo dejanske aktivnosti. Zraven bom pa vključila, torej na eni strani bom predstavila aktivnosti oziroma pač neke ideje za aktivnosti, ki podprejo, bom rekla, to sodelovanje. Po drugi strani bom pa dodala še nekaj zadev, ki so pa vezane na komunikacijo za support. Torej tukaj je treba ločiti 2 zadevi. Eno so aktivnosti, eno so, bom rekla, ideje ali pa aktivnosti, ki podpirajo te naše, dajmo kar konkretno reči, učne naloge oziroma naše dejanske vaje ali pač neke učne aktivnosti. Na drugi strani pa imamo neke aktivnosti oziroma neko komunikacijo, no, ki podpira pa support, kadar gre za to, da imajo udeleženci neka določena vprašanja ali pa da potrebujejo neko pomoč, ki ni vezana na vse te aktivnosti, pa vse te naloge in vaje, ki jih delamo, torej tekom programa. V tretjem delu, v zaključnem delu se pa posvetimo še zaključni fazi našega online programa. Zdaj v samem moderiranju online programov, torej v programu Spletni edukator, ki ga imaš tamle znotraj članskega programa Spletni hub za edupodjetnike, najdeš torej tudi to zaključno fazo oziroma debriefing, mi temu rečemo v izobraževanju, in se bomo posvetili pač nekim aktivnostim, ki jih lahko vključimo, ko pridemo v to debriefing oziroma to zaključno fazo naših vodenih online programov. Ok, torej 3 stvari za zaključek, tako kot običajno. Prva stvar, ki sem jo parkrat že poudarila v temle video vodiču, torej kaj je namen sodelovanja. Preden štartamo s tem, da nabijemo goro aktivnosti, ki jih želimo, da jih naši udeleženci opravijo. Pa zdaj tukaj bi res še enkrat poudarila, sploh tisti, ki gledate mogoče samo povzetek tega. Aktivnosti, torej ena stvar je, da aktivnost opravijo udeleženci, druga je pa to, da v bistvu se neka aktivnost dogaja v sami spletni učilnici oziroma v samem vodenem programu. To se pravi, ko oni delajo za samostojno učenje, so naredili neko aktivnost in ni nujno, da to aktivnost ali pa da so karkoli, kakršnokoli, ne vem, sodelovanje imeli v spletni učilnici ali v spletnem programu. Torej, ko smo govorili tukaj v tem našem video vodiču, smo govorili torej o tem nekem skupinskem sodelovanju v teh online programih in to skupinsko sodelovanje ni vedno pomembno ali potrebno. Torej, kljub temu, da so mogoče neko aktivnost opravili kot del samostojnega učenja, pa tako sodelovanje v smislu teh interaktivnih aktivnosti, no, kako bi rekla, ni vedno pomembno in res se treba zelo na začetku vedno vprašati, kaj želimo s tem doseči, zakaj nam je to pomembno, kaj bo od tega mi udeleženci, kaj imamo od tega mi sami. Lahko se pogovorite sami s sabo, bom rekla, lahko se pogovorite z nami v pomenkovalnici v spletnem hubu za edupodjetnike, lahko, če delate z mano v individualnem mentorstvu, se tako pogovorimo o teh zadevah, ko kreiramo programe in tako naprej. No. Druga stvar, tovrstne aktivnosti, torej aktivnosti tega tipa sodelovalne aktivnosti dizajniramo oziroma planiramo, ko dizajniramo program. Takrat v bistvu vključimo te ideje za spodbujanje tega sodelovanja oziroma te interaktivnosti. Ni tukaj zdaj zadeva v tem smislu, da bomo zdaj rekli, da smo pa prišli do 3. modula, pa smo ugotovili, da naši udeleženci ful niso nič aktivni v programu, nič ne sodelujejo, nič ne oddajajo nobenih, ne vem, nekih zadev ali pa karkoli, zdaj pa mi radi to kar naenkrat malo spremenili, pa naredili po svoje, pa večkrat to spodbudili, ne, pa začnemo kar vključevati neke brezvezne zadeve. Ne. Skratka, vedno vsaka aktivnost, to se pravi vsaka ta
vsaka ta ideja, vsaka ta spodbuda tega sodelovanja mora izhajati iz dizajna programa. Zdaj, ali je to v fazi onboardinga, ali je v fazi, ko je vezano na neke konkretne tiste aktivnosti za samostojno učenje in podobno. Skratka, ne delamo tega kar tako ad hoc in kar nerelevantno in nevezano na program. In pa tretja stvar, ki jo večkrat poudarjam v vseh zadevah in tudi tukaj velja, manj je več. Torej, manj je več pomeni raj ena aktivnost manj, torej pač ena spodbujevalna aktivnost manj kot ena preveč, raje ena krajša kot ena daljša, raje nič kot preveč in tako naprej. Skratka, bodimo pozorni tudi na to se pravi, kar sem omenila, bodimo pozorni tudi na tehnične sposobnosti naših udeležencev in ne pozabimo moderirati našega programa tudi v tem stilu, da vedno ne samo damo tja stvari, pa napišemo, pa rečemo, da morate pa to oddati, ampak vedno prezmislimo tudi v tem smislu, kako tudi mi olajšamo našim udeležencem, da bodo to naredili čim bolj lažje, čim bolj elegantno, s čim manj frustracij. Takole, to je bil en kratek uvod v to, kaj se v spletnem hubu za spletne edukatorje dogaja ta teden. Torej, celotna video lekcija, celoten tak mini trening, tam nekje v obsegu pol ure, če se tudi lotaš zraven in preizkušaš zadeve, te torej čaka v članskem programu Spletni hub za spletne edukatorje, kjer v bistvu vsak teden posvetimo, bom rekla, pol ure ali pa recimo eno pedagoško uro na teden posvetimo eni majhni zadevi z področja spletnega poučevanja, to je od video lekcij, izgradnje spletnih tečajev, do zoomanja, do orodij z področja edomarketinga in edobiznisa, spletnega edomarketinga in edobiznisa in tudi spletnim učilnicam in različnim, bom rekla, orodjem in tehnikam, kako uspešno in učinkovito moderiramo online programe. Poleg tega imaš v spletnem hubu za spletne edukatorje dostop pa tudi do celotnega spletnega tečaja, spletni edukator, ki pa v bistvu predstavlja osnovo za vse tiste, ki želite se naučiti izgrajevati spletne tečaje, čisto od ideje do izvedbe, oziroma za tiste, ki jih že izgrajujete, da lahko majčkeno pobrskate, kako jih si še olajšate svoje delo, oziroma kako še izboljšate oziroma naredite spletne tečaje bolj učinkovite. Tako da, celoten video trening torej na voljo v spletnem hubu za spletne edukatorje.